Bo rekel, ne. To ni realno, to je preveč surrealno, da bi lahko bil realen scenarij. Se strinjam s tabo in je celo, če smo v tem žargonu premalo za film, je v bistvu bolj za to serijo, veš, kaj je 2., 3., 5. sezona, zaradi tega, ker se to ves čas ponavlja. Ne? Zdaj sva že 2 primera dala po istem kopitu. To je Tedenski safari, podcast za leve in desne. In tiste, ki imajo še kaj zdrave pameti in smisla za humor. Izjemno pester teden in takšna bo tudi epizoda. Z repom namreč tolčejo stare afere povezane s stranko SD, vlada pa, ne glede na možne posledice svojih ukrepov in na nasprotovanje stroke, pač dela kljukice na svojem seznamu reform. Razburja predvsem preurejanje zdravstva in pokojninskega sistema, pa tudi posegi v nekatere vrtce. Oziroma, povedano drugače, odpirajo se polja ideološkega boja in, ne boste verjeli, znova se vračajo tudi partizani in domobranci, pa ločevanje na javno in zasebno. Kot bi bili tik pred volitvami, politiki pa bi kar tekmovali, kako nas kar se da razdeliti. No, ne le doma, tudi po svetu odmevajo Trumpove carine in dejstvo, da Marine Le Pen ne bo mogla kandidirati za predsednico Francije na prihodnjih volitvah. Preden začnemo, pa še eno vabilo vsem gledalkam in gledalcem, da obiščete našo spletno stran zanima.me, kjer nastaja nov neodvisni medij. Zaenkrat sicer še v fazi priprav, kar pa nas tudi že zdaj ne ovira, da ne bi pripravili kakšnih ekskluzivnih zgodb. Ja, čas priprav se počasi izteka, tako da priložnost, da ste med ustanovnimi podporniki oziroma naročniki, se počasi izteka, zato le ne čakajte, zanima.me čaka na vas. No, Peter, naša ekskluzivna zgodba tega tedna pa je v bistvu nadaljevanje velike mainstream zgodbe izpred več tednov, razkritje zanima.me, da je poslovnež Tadej von Horvat najverjetneje tudi donator stranke SD, česar do zdaj nismo vedeli. Lahko bi rekla, da spirit še naprej uhaja iz steklenice, a preden greva v detajle, si malo osvežimo spomin. Jaz sem že 2 tedna nazaj mojemu šefu, ministru Hanu, v bistvu nakazal mojo pripravljenost, da odstopim iz položaja državnega sekretarja. Zakaj? Zato, ker se počutim odgovornega. Prvič zato, ker sem formalno odgovoren. Drugič zato, pa ker obstaja nekaj okoliščin, recimo znanstvo z gospodom Horvatom, ki lahko ustvari napačen videz. Je tudi to še v igri, da na ministrstvu še pride do kakšnega odhoda? Ne pri gospodu Frangežu, ne, ker jaz sem eden tistih, ki neizmerno spoštuje zaposlene, ki neizmerno spoštuje uradnike, ampak nikjer ne piše, da če uradnik napako naredi, da more pa zaradi tega nadrejeni ali pa v tem primeru minister mu more paditi glava. Zdaj, da osvežimo spomin, ne gre za Tarčo, ko je izbruhnila afera Spirit in potem kasneje še pogovor z ministrom in predsednikom SD Matjažem Hanom tukaj prav v tem studiu. Ne? Ja, jaz bi rekel, da naše razkritje prinaša v bistvu en pomemben preobrat v tej zgodbi. Zakaj? Dajva pogledati, kaj smo v bistvu vedeli do tega tedna. Ne? Vedeli smo, da je Tadej von Horvat, nekdanji član podmladka stranke SD, velikokrat so poskrbeli v različnih studijih za to, da smo slišali letnico 2007, skratka nekdo, ki ga že dolgo ni zraven v stranki. Ne? Potem smo slišali Matjaža Hana, tudi pri nama v podcastu Safari, ga ne poznam, ga nisem nikoli srečal. Ne? Konec januarja ga je pri Marcelu na nacionalni televiziji celo izrecno uvrstil med lumpe, ki izigravajo sistem in se serijsko prijavljajo z več podjetij na razpise. Ne? In slišali smo, to smo tudi, ne, da je Matevž Frangež njegov znanec iz študijskih časov, da pa se do lanskega leta, ko so se zvrstili sestanki okrog razpisa na Spiritu, nista videla že 20 let. Ja. Frangež je bil izjemno angažiran do te točke. Tudi v Tarči se je zelo potrudil prišel razložiti, ne, s kupom papirja, mislim, tak cel fascikel, prinesel ne in še uslugo smo mu nadalili po svoje, vsi ostali, ki so manjkali v tisti oddaji, ne, ko smo videli prazne stole. Ne. In poglej zdaj to, v torek tega istega Matevža Frangeža kličem, mu pišem po Vibru, ne, in dobim odgovor: Mirko, preveri pri PR službi stranke SD, skratka nobene želje po velikem pojasnjevanju več, na izrecno vprašanje, ali pač drži, da je Tadej von Horvat ne samo nekdanji stari znanec, ampak aktualni donator stranke še za lansko evropsko kampanjo. Ne? Potem pa pazi, ne? Grem seveda točno tako, kot mi je bilo predlagano, by the book. PR je bil 24 ur, malo manj, neodziven, ničesar, niti tega, da so dobili moje vprašanje, še manj odgovora. Ko sem jih naslednje
naslednje jutro okrog 9 klical, ne, so pa potem v naslednjih 15 minutah že imeli 3 ali 4 vrstični odgovor, kar meni seveda kaže na zavlačevanje. Zakaj? Ker informacije, ki je bila zanesljiva, seveda niso želeli potrditi, niso pa je seveda mogli zanikati, ker niso vedeli, kaj točno imamo, morda tudi kak dokument v rokah. Ne? In potem so se na koncu v stiski izgovorili na zakonodajo, ki predvideva, da so dolžni razkriti samo donatorje nad 2200 evri, ker je to pač povprečna bruto plača v Sloveniji in so taka pravila. Ne? In zdaj, kaj vemo zdaj? Ne? Torej, Tadej von Horvat je donator stranke SD za pretekle evropske volitve. 4. aprila lani, to pa nam je Frangež povedal v Tarči, je sedel skupaj z njim na sestanku, kjer sta, kot je tudi Frangež potrdil, govorila o razpisu Spirita in Frangež je sam razložil v tej oddaji, da ni pisal razpisa Spirit oziroma razpisnih pogojev, da sem natančen, ampak da sta ga pripravila 2 direktorata, ki sodita pod njegovo ingerenco. Zato je tudi govoril, da lahko nastane vtis, kako je odgovoren in bi odstopil zaradi tega. Vtis, zgolj vtis. Zgolj vtis, ki je pa potem v nadaljevanju izjave celo rekel, da bi bil napačen in lažen. Ne? In na koncu se zgodi kaj? Pade direktor agencije Spirit, Rok Capelj, ne pa državni sekretar Frangež. Ne? In drugo, prej, ko smo vedeli, da je to nek star znanec iz leta 2007, v mainstream medijih blazno razburjenje, panika, pritisk na SD in napadi, zdaj, ko vemo, ko je pač nek manjši neodvisni medij razkril, da je to donator stranke SD, zatišje. Kaj to kaže? Afere ali pa sklicevanje na etiko so v tej garnituri samo takrat, kadar gre za notranje spopade. Mediji so uporabljeni takrat, ko gre za spopad, ne pa zato, da bi se karkoli v resnici preiskalo in spremenilo. Oziroma povedano drugače, ne, ko so mogli SD stisniti, ali pa če bi uporabljali izraz kakšnega drugega politika, ga ne bom, ne, kaj stret, ne, je bilo to zelo uporabno, ne, da so tudi potem 3 poslanci SD-ja podprli tiste sporne sklepe Rezarjeve komisije, ki ironično, ne, zdaj sploh ne veljajo, oziroma jih niso izvedli, ker niso potem šli v tožbe proti Boštjanu Lindavu in Tatjani Bobnar. Ne. Zdaj, ko pa je SD pravzaprav pridna v koaliciji, glasuje za zdravstvene zakone in tako naprej, ki so sporni, ne, o vsem tem še nekoliko v nadaljevanju, ne, pa jih je treba lepo zadržati v koaliciji, ne, kajti če bi recimo padel minister Han, ne, celo morda Frangež, ne, kot njegov direktno državni sekretar, bi bile težave, ne, v smislu bi bil to pretres za stranko SD, kar bi lahko pomenilo tudi zamajanje v koaliciji. Ne? Tako da potem pa enostavno, ne, če bo pa sila kdaj, ko bi pa spet kdo glasoval po svoje, pa se lahko zgodba prinese iz naftalina, če bo treba. Ne? Absolutno se strinjam s tabo, da je ta zgodba lahko še izjemna cokla za SD, sploh glede na to, da so volitve vedno bliže in sploh ob napovedani ne še čisto aktivaciji Vladimirja Prebiliča. Han je ta teden, mislim, da v pogovoru za Večer, govori o 10% kot nekem nujnem cilju, ki ga mora ta stranka pod njegovim vodstvom doseči, vse ostalo, da bo neuspeh. Ne? In morda preveč pozabljamo, da v ozadju en postopek v tej zadevi Spirit še kako teče. In to je upravni postopek, ki ga je ta isti Tadej von Horvat sprožil, ko so razveljavili razpis in ko je ostal brez 20 milijonov, ki so mu bile dodeljene. Zakaj je to problematično? Tam so druga podjetja, tam je na desetine drugih manjših in velikih podjetij, ki so že prejela pravnomočne sklepe o subvencijah. In je tukaj tudi neka odškodninska odgovornost. To niso neke otroške politične igre za dnevno rabo. Ne? In tudi ni povsem nemogoče, čeprav temu pripisuje malo manj možnosti, da bi Tadej von Horvat na koncu po odločitvi upravnega sodišča celo dobil ta denar nazaj. Takrat se bo ta afera, ki trdim, da tudi zdaj ni zaprta, še kako odprla še enkrat. In rekel bi še to, kaže se ta razlika, ne, ker nas nekateri vlečejo za jezik, že preden smo dobro začeli, ne, kako je Zanima.me drugačen projekt od drugih, ker ne gre v razkritja zaradi dnevnih spopadov, ker ta hip ni prav nobenega dnevnega spopada okrog afere Spirit, ampak gre dejansko iz želje po spremembi nekih praks in ne kot neko orodje, neke arhitekture in stricev iz ozadja. Ne. Ja, tako je. Ne. In Spirit nikakor ni edina afera, ki pravzaprav tudi ta teden rekla, bremeni SD, ampak spet, ne, kot rečeno, to je pač problem, da enostavno, ko jih je treba držati v koaliciji, ne, jih lepo
držiš gor, ne, ko jih je treba disciplinirati, se jih pač kaznuje. Ne. In to je, kot bi rekel, by the book, ne, v drugi aferi Litijska, kjer smo spet imeli ta teden razvoj zgodbe, ne, ko so se podale kazenske ovadbe, ampak spet izrazito selektivno, torej brez ministrice, ki je pri polni zavesti podpisala pogodbo, brez ministra, ne, in je slučajno v Socialnih demokratih veljala kot tista bolj v narekovajih nastavljenka, če že ne nastavljenka, pa vsaj bolj naklonjena svobodi. Ne, v teh kazenskih ovadbah ni ministra za finance, ki je zagotovil denar za to, je pa uradnik, ki je bojda celo ministrico svaril pred tem poslom. Glej, to je copy-paste tega, kar sva razlagala pri Spiritu. Imaš afero za očitno destabilizacijo stranke SD, takrat jih je poslala na najnižjo podporo v zgodovini, mislim, da je bilo 2%, tega nikoli od 90-ih naprej niso imeli. Stranka je takrat krvavela, dala je svojega generalnega sekretarja, ki je bil v bistvu tik pred tem šele dobro imenovan, dala je predsednico, Tanjo Fajon, oba sta se poslovila z teh funkcij in stranko, ne, to je en zanimiva navezava na Gibanje Svoboda, je takrat skoraj prevzel Milan Brglez. Ne? Za las je potem Han dobil kongres. Zakaj je to pomembno? Milan Brglez je bil na koncu po vseh spletkah okoli Marte Kos in Nataše Pirc-Musar kandidat Roberta Goloba in, si bom kar drznil reči, tudi Vesne Vuković na predsedniških volitvah leta 2020. Bil je izbor Svobode iz kvote SD, ne? In ker se ta načrt lansko pomlad ni šel z afero Litijska, se je potem poskusilo pol leta kasneje še z afero Spirit. Zdaj, epilog, ne, ki si ga že lepo nakazal, pa kaže, koliko je res volje po razjasnitvi okoliščin tega 7,7 milijonskega nakupa. Ovaden je prodajalec, tam je najbolj smešna, ne, ki je relativno poceni kupil in potem draže prodal. In ko smo lih pri prodajalcu, ena izjava, ki je zelo pomenljiva, pa najprej poglejva to. Nedvomno je politična zgodba in že od samega začetka celo preiskavo usmerja gospa Vesna Vuković. Policija oziroma NPU dela po navodilih politike, ne pa po zakonu. Zdaj, če bi bili v kjerikoli drugi državi ali pa govorili o kakšni drugi zgodbi, ne, bi lahko zamahnil z roko, pa bi rekel, en obtoženi hoče sebe prevaliti krivdo in zdaj policiji očita politizacijo. Če bi bili v katerikoli drugi državi ali pod katerokoli drugo vlado. Tako pa imamo politično operativko, ne, nekdanjo generalno sekretarko Svobode, zdaj nazaj bojda novinarko, ne, ki celo obiskuje NPU, pa potem tega ne zna čisto dobro pojasniti, ne, vemo izpred parih let, ne, z nekimi nepripričljivimi dogovori. Imamo Golobovo lomastenje po policiji, ne, in glede na vsa ta naključja, ki niso naključja, ne, enostavno ne more reči drugega, kot da Vežnaverju dejansko v tem primeru verjamem. Enako in tudi glede na ta epilog, ki si ga omenil, ne, nista ovadena ne Dominika Švarc-Pipan, ki je sporno pogodbo podpisala, niti Boštjančič, kjer pa pazi celo že imamo neke ugotovitve, ki so obremenilne in to so ugotovitve Računskega sodišča, da je takrat, ko je tik pred novim letom, so bili že vsi na dopustih, očitno samo Boštjančič ni bil, ne, nezakonito prerazporejal nenamenska sredstva. Skratka, v veliki želji, ne, ovaden je pa nekdo, in govorim konkretno o Urošu Gojkoviću, ne, ki je po mojih zanesljivih informacijah na dan, ko so se potem na vladi ta sredstva prerasporejala, rekel ministrici na 4 oči, da on predlaga, da ne samo od Litijske, ampak da za določen čas od celotnega projekta selitve sodnih organov odstopijo, ker pač nimajo dobre rešitve. Ne? In glej, nobenega, ki je omogočil posel, ni na seznamu ovadenih, gre pa potem kljub taki farsi, kar je ta seznam na novinarsko konferenco sam direktor, vodja NPU-ja v isti osebi Darko Muženič, komunicirati to kot eno zgodbo, ki se ji daje še posebna teža. Vemo pa za njega, ne, osebni izbranec predsednika vlade in nekdo, ki osebno po telefonu in verjetno tudi drugače komunicira z Robertom Golobom, kar sta nam itak povedala že Boštjan Lindav in Tatjana Bobnar pri razkrivanju te afere. Zdaj pa glede Dominike. Ena zelo zanimiva zadeva, ki je bila pa dobesedno tako, nisem delal na tem, da pridem do te informacije, zgodilo se je. Sama je namreč pred časom na Facebooku objavila neko fotografijo nekega sprehoda prijetnega v družbi otrok, kjer je zapisala, da je nasmejana svojo #sestrično Neveno Neno Vukčević, ne? In potem sem bil opozorjen, ko sem malo poizvedoval, če je to res tožilka. Ja,
to je celo vodja oddelka, civilno-finančnega oddelka s korupcijo na specializiranem tožilstvu. Pazi, ukvarjajo se z gospodarsko in korupcijsko kriminaliteto, kaj drugega pa afera Litijska je kot to. Ne? In to je vodja tega oddelka. In pazi, ko sem to potem minuli konec tedna objavil na svojem X profilu in s tem dal javnosti informacijo, glejte, zanimivo, ne? Ministrice ni med ovadenimi, oddelek, ki se s tem ukvarja, pa vodi njena sestrična. Sem dobil grožnje po Facebook Messengerju, ne? Z nekimi pravnimi postopki najprej, ne? Še preden je pa prišlo do groženj, pa zatarjevanje, pa se to sploh ni moja sestrična. Da si mi se celo zbrisala sliko. Ne? In na koncu brisanje slike, da bi v bistvu to dokazno gradivo, na katerem sem jaz temeljil, zginilo. Ne? Seveda ni zginilo, to je še vedno nekje shranjeno, tudi pri meni med drugim. Ne? Ja, mislim, ko sem gledal to dogajanje tega tedna, sem se prav sprašal, da bi lahko te zapiske, ki jih imamo za tedenski safari, lahko pretvorila v nadaljevanko, mislim, da je imel materijala večkrat zadost, ampak mislim, da ne bi uspela dobiti producenta, pa ne zato, ker je slovenska politika nezanimiva ali pa ker je Slovenija majhna država, ampak enostavno, po moje, če pičava nekemu hollywoodskemu producentu, ta scenarij bo rekel, ne. To ni realno, to je preveč surrealno, da bi lahko bil realen scenarij. Se strinjam s tabo in je celo, če smo v tem žargonu premali za film, je v bistvu bolj za to serijo, veš, kaj je druga, tretja, peta sezona, zaradi tega, ker se to ves čas ponavlja. Zdaj sva že 2 primera dala po istem kopitu. Spirit, Litijska. Potem imaš tretji primer, zelo očiten, popolnoma enaka, spet copy-paste formula, afera Knovs. Pregon predsednika NSI pa 3 poslancev NSI-ja. Zaradi preiskovanja v okviru pač komisije, ki se s tem itak ukvarja. In na koncu, tako kot je klele, Darko Muženič instrumentaliziran, je pa pri Knovsu pač neka sodnica, ki smo v prejšnji epizodi povedali, ki je priročna za vse podobne ideološke pregone desne sredine. Ja, in ne samo desne sredine, kar je tukaj meni fascinantno, je pravzaprav to, da ne samo desne sredine, ampak celo po potrebi koalicijskih partnerjev, kadar jih je treba disciplinirati, pri čemer sem se spomnil na eno zanimivo, lahko bi rekel, rahlo provokativno kolumno tedaj urednika Domovine, zdaj pa bodočega urednika na zanima.me, Roka Čakša, ki je zapisal pred volitvami 2022, ko je sprašal, kdaj se bo SD naveličal, tega pod naslovom Nategni me nežno spet in spet. Kdaj bo SD od tega dovolj, pri čemer so včasih pravzaprav stranko po domače rečeno nategnili, samo pred volitvami, ko so ji naštimali nek nov obraz in so potem oni mogli biti podizvajalci tega obraza. Zdaj se mi zdi, da pa se zdi, ravno za stranko SD, kot da je pravzaprav se znašla kot neka žena ali pa partnerka v partnerskem odnosu z nekim nasilnim partnerjem, ki jo pravzaprav skoraj na dnevni ravni tukaj, da ne rečem kaj. Ja, Rok Čak še imel grede še eno izvrstno kolumno tudi ta teden na drugo temo in o njej tudi še bova, ker se dotakneva, ampak glej, to, kar praviš, politična ugrabitev, ena stvar pa me navdaja z optimizmom. Prvič, da so projekti, kot je naš, ki o tem svobodno govori, ki analizira, kako te afere in aferice se producirajo. Drugo pa je, da tudi običajnim ljudem, ki morda ne grejo tako v detajle, postaja ta ugrabitev represije tako očitna in tako plehka, da dosega že kontraefekt. Zdaj recimo konkretno se je pričakovalo, da bo v bistvu afera Knovs novi dar, če sem prav razumel, za NSI. Zdaj na zadnji meritvi Mediane, ki je težko očitati, da je pristranska v korist NSI-ju prej obratno, so dobili 20 do 25% povišice v podpori, tako da pa naj se nadaljuje. Pa, ko smo že pri represivnih organih, ki se očitno zelo uspešno selektivno spravljajo na določene politične kadre, a pa je to v koaliciji ali opoziciji, ne v opoziciji, še pač malo bolj, so pa očitno in na zakonodajni ravni in sicer izrazito neuspešni pri pregonu, bom rekel, medvrstniškega in drugega nasilja. Opozarja se tudi na nasilje recimo romske skupnosti na Dolenjskem in tako dalje, kjer se ljudje pa dejansko zdaj že bojijo in otroke pošiljati v šolo, oziroma otroci sami hoditi v šolo, ker so dejansko žrtve nasilja. In tukaj pa nekako te želje po represiji nad tem nasiljem pa ni. In moram reči, spet je to minister iz kvote SD oziroma ministrica Katič je že zelo dolgo, pa so pri nas nastopi ministrov ali pa farsični nastopi ministrov v medijih kar pogosti glede na kakšne večje države. Nisem videl ministra, ki bi se tako zelo osmešil, ki bi imel v bistvu tak spodrsljaj ali pa fiasko v javnem nastopanju kot ta teden Katičeva, tako da predlagam, da pogledava to na kratko.
Če imamo mi 13-letnika, ki na internetu prebere kazenski zakonik, vidi, da ni kazensko odgovoren, potem pa vzame očetovo pištolo in gre na šolo streljati. Jaz mislim, da ne vem, zakaj bi zdaj pravo ščitilo takega posameznika, pa spet ne zagovarjam tukaj nekih resnih kazensko-pravnih ukrepov, ampak neke prevzgojne ukrepe, da država vsaj nekaj naredi. Mislim, da je najbolj nevarno zaradi enega, dveh primerov spreminjati zakonodajo. Pa kaj delajo 13-letni otroci zunaj sredi noči? Kdo je odgovoren za te otroke? Kje so posegi za starše? Rečeno je bilo, najverjetneje za to, kar se dogaja na Ptuju, nihče ne bo odgovarjal. Oprostite, jaz v taki državi ne želim več živeti. Nekaj naredite in se točno ve, kaj je treba narediti. Kazenska odgovornost staršev. Najlažje je povečati kazni in reči, vse smo naredili. Ampak ali zaradi tega zdaj otroka dati v zapor, kakorkoli že, ne? Jaz mislim, da moramo pred tem pogledati... Gospa Katič, še enkrat. Nihče danes tukaj prisotnih manjkajo ni še omenil, da je treba nekateri dati drugi otroka v zapor. sogovorniki. Nihče moram braniti tukaj svoja gosta. Nihče ni rekel, da je treba dati otroke v zapor. Lej, na eno stvar bi tukaj opozoril in to je točno to. Na to ponavljanje, kaj hočete dati otroke v zapor. To je na izjemno prefinjen način sporoča med vrsticami. Glejte, otroci v zaporu, to je Janez Janša, to je Matej Tonin, to je desna sredina, to nismo mi smo drugačni. Ne? Ja, pri čemer ni samo ministrica Katičeva otrok pošiljala v zapor oziroma grozila s tem, da bodo otroci mogli v zapor, če bo kakšna drugačna ureditev. Včeraj smo lahko videli premierja Goloba v tej isti oddaji z istim voditeljem, ko je govoril iste stvari, mislim, da celo isti citat, da bodo otroci morali v zapor, pa je takrat pa ni tako zelo potrebno. Tako da tudi tukaj se mi zdi malo ta, bom rekel, proteže nekaterih medijev do svobode bistveno večji kot recimo do socialnih demokratov in se potem, bom rekel, te afere socialnih demokratov še toliko bolj svetijo, medtem ko so tiste svobodine, kot so že prej govorila, pomedene pod preprogo. To je bilo pa očitno. Katičeva govori pa vsem enako, kot govori Golob, samo da Katičevo 15krat prekineš, Goloba pa niti enkrat. Ampak če greva naprej, bi šel na delo ministrice Katič na tem pravosodnem nesrečnem resorju, ki ga je Dominika Švarc-Pipan izpraznila. Izjemno pasiven tip ministra. Prav za ohranjanje statusa quo in da se sam za sekundo še navežem na Litijsko odprej, tudi tukaj je samo pomagala dodatno zamegliti pravo ozadje tiste afere. Zdaj pa če gremo. Sem šel gledat, kaj je obljubljala na predstavitvi poslancem, ko je bila pred odborom na hearingu. Napovedala je rešitev prostorske stiske sodišč. Od afere Litijska, od tega, da tista z mahom poraščena stavba še naprej propada, niti ene nove rešitve. Drugo, napovedala rešitev prostorske stiske v zaporih. Dobrunje bojo res, menda letos čez par mesecev končane, ampak so projekt od leta 2015. Gradbeno dovoljenje. Z kadrom, ki jih težko... Gradbeno dovoljenje je imel ta projekt v času zadnje Janševe vlade, pa če to komu všeč ali pa ne 2021. Tako da gre tukaj za blef, potem pa pazi. To je po mojem tist najbolj cvetka, ki jo izrečeš v zanosu na zaslišanju. Razmislek o spremembah protikorupcijske zakonodaje v smeri, da ne poročajo o premoženju samo funkcionarji, ampak tudi njihovi ožji družinski člani. Tukaj jo je po mojem že Svoboda umirila, dajte nehat, bojo sorodniki od Goloba pa Arčona poročali o svojem premoženju. In prenova kazenske zakonodaje, to so pa zdaj točno tukaj, ki se nanaša na napad medvrstniški na Ptuju, kjer pazi, so jo v bistvu v opoziciji, konkretno mislim, da je NSI že tretjič vložila isti paket zakonov. Veš kaj, če bi danes bil ta paket sprejet? Med drugim bi se spremenil zakon v osnovni šoli na način, da bi že danes tistega nasilnika, s katerim zdaj ne vejo točno na policijski postaji, kaj bi z njim, lahko namesto na šolanje od doma, recimo, kar se meni sploh ne zdi neka sankcija, preusmerili lepo v poboljševalnico, da tam proba nek nov nivo življenja, kamor ga je pripeljalo njegovo ravnanje in dobi nek strah pred ponavljanjem takih stvari. In glej, vedno bolj pogosto se to tudi dogaja, te izbruhi, tudi lekcija iz Beograda 2023, huda, mi gremo pa kle v neko woke politiko, v neke mehke preventivne ukrepe in razlagamo, ne vem, zraven še demagoško, da je cela stroka poenotena v 14 letih, kot o meji, ko otrok odgovarja. In potem lepo reče pravnik, ki smo ga videli tukaj, Miha Šepec, ne, Švica ima 10 let, pa je svetilnik demokracije. Ja, in gospa Zalokar, tega tudi pač nismo celega
pogovora mogli prikazati, ne, ampak si lahko gledalci pogledajo sami, če želijo. Ne. Je tudi opozorila, je postavila ministrica večkrat na laž, kako pogosto so, ne, ker ona pa ravno vodi en tak prevzgojni zavod, ne, kako pogosto opozarjajo na težave, ne, in kako so te težave že danes razširjene. Ne. Še ena stvar, kjer ministrica tudi se zelo zavrača, ne, škoda bi bilo spreminjati zakon zaradi enega primera, ne, kakor češ reče, pa en problematičen. Ne. Mislim, v javnosti je v zadnjem letu pa dveh prišlo serija teh primerov. Ne, gospa Zalokar omenja pa celo še, mislim, desetine drugih, ki niso prišli v javnost. Dobro retorično vprašanje, ki ga je dala gospa Zalokar. Kaj je starši? Odgovornost staršev. Pa poslušajte, sej ne želim biti tle slabšalen, ampak ena Srbija, ki jo ni niti blizu še Evropski uniji, pa ima, ne vem, 300 000 ljudi na ulici, ker imajo autokratski režim, ne? Ena Srbija ima to urejeno. Karkoli si kdo o Srbiji ali pa o kakšni podobni državi misli. Pa še enkrat, da ne bomo pri Srbiji, Švica je spustila mejo za kazniva dejanja mladoletnikov na 10 let. Ja, pričemer je to tak ni isto kaznivo dejanje, ne? To je tudi Miha Šepec opozoril, zdaj, ko so enega od teh prijeli, ne? Da tudi ne bo pač po tej isti zakonodaji obravnavan, ker pač ni polnoleten. Pač, če ta družba ali pa konkretno politika ne bo dala signala, da je, ne vem, vrstnika brcati v glavo in ga med tem pozivati naj ustane, ker ga boš brcnil še enkrat. Če ne bomo dali signala, da je to narobe, se bo pač to dogajalo vedno bolj pogosto. Ja, problem pa je to, da smo se znašli v družbi pravic in to brez odgovornosti, kjer v bistvu ima vsak same neke pravice, vsemu neki pripada, ne? To je pač ta tipičen, bom rekel, lahko rečem tudi simptom nekega socializma, ne? Kjer smo vsi v državi, ki nam vse pripada, pa noben ni za nič odgovoren, ne? In ne prizemamo odgovornosti in v takem duhu potem še s to volk permisivno vzgojo, ki iz zahoda še dodatno prehaja, ne? Potem mi vzgajamo od otroke. Ne? In pač tukaj bom jaz mogoče zdaj se nominiral za bodečo nežo, ne? Ampak enostavno, ne, dodatno še potem imamo situacije, ko otrokovem razvoju pogosto nimamo očetov, ne? Zdaj bi vlada še ekstra prek ustavnega sodišča, ne, odločbe še ustvarjala otroke, ki bojo prav zavestno ustvarjeni brez očetov, ne samo tisti, kjer pač je to iz drugih razlogov nastal. Celoten šolski sistem je totalno feminiziran in hkrati je še dodaten problem, ne? Da v šolskem sistemu pravzaprav učitelji imajo zelo malo možnosti, kako recimo neko avtoriteto sploh vzpostaviti, ker nimaš nekih ukrepov, ker nimaš nekih vzvodov, kako boš ti recimo pač, če tako ali pa drugače ni, pa če nekdo ne upošteva pravil, ne, kako ga boš sploh sankcioniral, ker so pač te razni ukori od ravnateljev pač ratali, bom rekel, že nekaj smešno, ne. Mislim. Imamo pa zmedo s pravili, ne, ki še daleč presega samo, da bi bila v šolah. Ta zmeda zdaj po novem je totalna zmeda in do novega leta bo verjetno vse večja v zdravstvu, ne. Poslanci so potrdili koalicijsko zdravstveno reformo, ta ključni zakon o zdravstveni dejavnosti in imaš v bistvu najprej eno producirano stransko afero tega s poslancem Svobode. Če gre najprej na stroko, ne? Ker tukaj je zdravstvo in stroka, ne, ki pa spet očitno je vlada jo kastrirala, ne, in ne da nobene veljave, nobene avtoritete, ne, in je čisto vseeno, kaj strokovnjaki, kaj predsednica zdravniške zbornice, kaj zdravniki, ki delajo na terenu, kaj predstavniki zdravniških organizacij, sindikatov opozarjajo. Mi imamo tukaj pač neke kolesarje, Jašo in Nula in neke poslance, ki so prvič v življenju v državnem zboru, ne, mislim, da sva zanj že analizirala, ne, gospa poslovna, predsednica občinske uprave, direktorica občinske uprave bivša, ne. Jaz sem ravno hotel reči, da ima zdaj poslanko Kozlovič, ki tudi že postaja slavna ali pa neslavna po svojih slabo argumentiranih nastopih in ta teden s predsednico zdravniške zbornice je to samo še eden v vrsti. Ja, ne. Pravila, da so jasna za vse, pomenijo tudi veliko delavcem, torej tudi zdravstvenim delavcem in sodelavcem, saj so oni tisti prvi, ki so opozarjali, da je potrebno postaviti jasna pravila. In jaz pogrešam, da mogoče zdravniki ali pa drugi zdravstveni delavci ali pa predstavniki nekaterih zdravniških organizacij, da mogoče niso temeljiteje prebrali zakona. Torej, mislim, da smo zakon zelo temeljito prebrali, komentirali, napisali prav konkretne amandmaje za vsa ta področja, za katera mislimo, da bodo zmanjšala obseg zdravstvenih storitev. Ali je kaj ustavno sporno ali ne, bo ugotavljalo ustavno sodišče, mi ocenjujemo, da ni. Mi smo dali pacienta v osredišče, njegovo zdravstveno varstvo. Vi odkimavate? Torej, žal v tem zakonu o pacientu ni besede. Gre samo za regulacijo zdravstvenih delavcev in to ne na način, da bi lahko naredili več, ampak na način, da bi naredili bolj regulirano in na nekaterih področjih manj. To so dejstva. Mislim, očitati
predsednici zdravniške zbornice, da ni prebrala zakona, pri čemer je zdravniška zbornica pripravila serijo amandmajev na ta zakon, ki ga ni prebrala. Pravno službo, ki ga domnevno ni prebrala. Ne? Jaz mislim, da tukaj smo že pri takem streljanju kozlov, ne? Da se včasih sprašujem, če res ne velja tisto pravilo, ne nomen, ne stomen, ne? Mislim pa ostal pri tem. Ne? Ja, glej, nedoslednost v argumentaciji je neverjetna. Na začetku tega klipa, ki sva ga videla, je ta zakon za zdravstvene delavce, ki jih motijo dvojne prakse nekaterih kolegov in trpijo in delajo namesto njih. Pol v naslednjem hipu, ko to poslanki ustreza, je tukaj že v ospredju nesporna skrb za pacienta in za njegov dostop do storitev. Ne? Kaj zdaj? Treba se odločiti. Ne? Ste naredili zakon za eno, za drugo seveda bojo rekli, da kar za oboje. Ne? Prepričan sem, glej, strinjam se tukaj z gospod Beovič, gre za škodljiv zakon, ki bo, to pa res šele nekje po novem letu, in vprašanje, če v tem mandatu poslabšal bistveno dostop ljudi do zdravnika, vsaj do nekaterih specifičnih storitev. Že zdaj pa vemo, da imamo 150,000 Slovencev za začetek brez osebnega zdravnika. Ne? In veš kaj, še ena off the record zadeva, ki mi je priletela s hodnikov Državnega zbora, sej, nastopati znajo, ta koalicija se res je treba dati priznanje PR-ovsko izmojstrila skoraj do potankosti, ampak rečejo pa sem in tja tudi kaj off the record. Ministrica je v pogovoru z novinarkami, tako mi je bilo rečeno, ki so jo zaskrbljeno spraševali, če jo res ne skrbi, kaj bo z odhodom zdravnikov, rekla, da tam za december, januar res ne ve, kaj bo, ker je to nek presečni datum, ko se bojo mogli zdravniki malo odločati pred pomladjo, kje bojo v javnem ali zasebnem. In to torej dokazuje, da mi sprejemamo veliko reformo, jo hvalimo na vsa usta, gre pa sistem, ki je takole na nitki, ki zdajle tako visi na nitki, popolnoma v nepredvidljive vode. Ne? Da ne govorim samo o teh formalnih zadevah, ki jih bo možno tudi na Ustavnem sodišču, se Fides že napoveduje to izpodbijati. Eno je čisto ustavna kategorija razpolaganje s prostim časom, zakaj ne bi pač nekdo, ki mu čas ostane, služil še zasebno, in drugo, ne, tisti famozni člen, ki sva ga že v 29. oziroma 30. epizodi omenila, prepoved razpolaganja z dobički za koncesionarje. Mislim, da to nikakor ne preživi že na preteklo prakso odločitev neke ustavne presoje. Jaz bi tle dodal še nekaj. Ne? Mislim, da je gospa Beovičeva v tej isti oddaji povedala in je šel čist mim, ne gospa Kozlovič, ne gospod Slak nista reagirala, ne? Da bo pač, ne, citiram, ne, da bomo pač v Sloveniji ostali brez nekaterih strokovnosti. Ne. Konkretno je potem razložila to na primeru plastične kirurgije, ne, kjer imaš ti pač človeka, ki recimo v svojem delovišču v javnem sektorju, v javni bolnišnici, ki recimo edina to počne, popravlja recimo po prometnih nesrečah, po požarih recimo, ali pa kaj podobnega, zdajmo recimo tam po tistem dijaškem požaru v dijaškem domu, recimo nekaj teh opečenih dijakov in tako naprej, ki popravlja recimo te napake, ne? Ali pa po kakšnih prometnih nesrečah. Ne? Potem pa popoldne ali pa za vikende pač še kakšen nos ali pa kakšne prsi malo poveča. Ne? Zdaj ta človek, kar je pa bistveno bolj donosno, ampak zdaj ta človek to bo balansiral. Glej, pazi pa zelo. Vprašanje, kaj bo zbral, ko bo mogel eno ali pa drugo. Jaz zelo bi šel celo korak dlje, profit, niti ni toliko vprašanje. Zakaj? Prvo, ne? To, kar si omenil, nos, prsi, liposukcija, botoks in podobno. Eno je, zaslužek je veliko večji, v celoti bo njegov, in drugo, ne, kar ti bojo tudi zdravniki povedali, to so bistveno praviloma, ne vsi, to so bistveno lažji, enostavnejši posegi za zdravniki, kot to, s čemer se ukvarjajo v javnem sektorju zdaj. Ne? Ampak pač mu pa daje tisto več poslanstvo, zato marsikdo to balansira, ne, oziroma dela dvoje, ne, in kar je še bolj zanimivo, ne, je to, da so te običajno majhni timi. Ne. Mi imamo pač par z teh strokovnjakov. Ne. Mislim, če imamo mi v Sloveniji 5 takih strokovnjakov, če nam grejo 3, se nam pač komplet sesuje, če nam gre 1, 2, se nam sesuje sistem, ne. Če nam jih gre, boh ne, da je 4, 5, je pa točno to, kar se zgodi. Ostanemo brez teh strokovnosti in to je samo ena izmed teh primerov, ne, oziroma jaz imam res občutek, da gre tukaj pač enostavno za dolgoročno privatizacijo, ne, ker kam bodo šli ti ljudje, v privat sektor, ne, torej bo nekdo pač s temi stvarmi mastno služil. Mislim, celo imam občutek, da zna biti kaj takega. Ja, in ni samo Beovičeva ta teden zelo lepo izpostavila, kaj v resnici počnejo zdravstveno reformo, ki bo pa seveda prijela v naslednjem mandatu, kdorkoli ga bo že imel, ne? Tako da poglejmo še Frederika Potočnika. Imate dve možnosti, če imate premalo zdravnikov, in pri nas je premalo zdravnikov, pa premalo kadra nasploh, imate dve možnosti, če hočete, da več delajo. Ali jim izboljšate delovne pogoje, ali pa jim alternative tako zelo poslabšujete in zmanjšujete, da ne bodo imeli druge, kot da pridejo
nazaj v državne zavode. In to bi se lahko pri nas zgodilo. Bi lahko izboljšali stanje v državnih bolnišnicah pa zdravstvenih domovih. Tega vlada ne dela. So rekli, tukaj bojo ostali pogoji slabi, ker so zdravniki, smo leni, smo paraziti, smo dvoživke in podobno. Tisti, ki so pa uspeli zunaj ali pa mimo sistema si izboljšati položaj pa skrajšati čakalne vrste, njim bomo toliko poslabšali položaj, da se jim ne bo splačalo več delati. Kljub temu, da smo mi v totalni vojni z vlado oziroma oni z nami, kljub temu, da mi še vedno stavkamo, jaz ne bom pustil pacienta, da umre. In na to vlada računa. Jaz mislim, da je to perverzno, da je vlada tako zelo računala na to, da zdravniki pa le ne bomo pustili ljudi umirati, da so oni naprej pritiskali in mi smo popuščali zaradi tega, ker se nam gre za paciente. In točno to se je zgodilo, kar je omenil gospod Potočnik, se pravi, ker niso želeli pač tvegati, se pač ustrajali in tudi stavka Fidesa ni tako zelo učinkovita, ravno zaradi tega požrtvovalnega dela zdravnikov, ki jim je mar za paciente. Kar smo pa lahko slišali od Roberta Goloba ta teden, češ, se stavka, se so napovedali stavko, še vedno stavkajo, pa nič ni. Mislim, to je ta perverznost, res perverzen, mislim, tle se ne morem bolj strinjati z gospodom Potočnikom, kako perverzen je tle Robert Golob, ko pravzaprav te stvari prenaša na zdravnike in potem še celo govori o tem, kako jih pa zelo spoštuje in kako ceni njihovo delo, pri čemer pa bije sveto vojno z njimi. Klele pa eno stvar moram zelo resno izpostaviti. Mi smo ta teden slišali izjemno veliko kritike na to, po mojem, zelo slabo zdravstveno reformo strani stroke. Kje smo slišali opozicijo? Nikjer. Prvo, kjer jih pogrešam, je seja državnega zbora, na kateri se tako monumentalna zakonodaja sprejema dejansko, tako ker Robert Golob prav tam na ene vsakih 20 let, kjer ne poveš, v kako zelo napačno smer drvi ta sistem. Jaz bom kar zelo direkten, težko razumem, iz katere politične strategije SDS-a že od začetka te seje pa potem na glasovanju ni zraven, torej obstruira. Težko razumem, morda celo še težje tudi demokrate Anžeta Logarja, to mejhno zaenkrat 3-člansko skupinico v parlamentu. Zakaj? Ker se šele pozicionira, ker ima tule odlično priložnost povedati, kako so drugačni in kakšna je tukaj njihova politika in na koncu imaš proti tej reformi, o kateri midva lahko nizava kritike, klele celo epizodo samo o zdravstveni, edinih 7 opozicijskih glasove NSI-ja. Bom pa tako rekel, ta njihova, to je pa zdaj nevezano čist na te najbolj razvpite člene zdravstvene reforme, ampak na eno močno interesno stvar v ozadju, ima pa ta obstrukcija SDS-a konkretno zelo konkretne posledice. Če bi bili SDS-ovi poslanci na dan sprejemanja reforme v dvorani, ne bi mogla koalicija, konkretno Svoboda pa Levica, prinesti na to sejo sveže spisanega amandmaja, tako res prav 3 minute pred 12, ne 5, s katerim se železničarski zdravstveni dom, to je ena velika interesna želja Zorana Jankovića, od Slovenskih železnic ta koncesija daje mestni občini. S tem pride denar, ki pride s koncesijo, s tem pride zemlja, ki pride in stavba, in se v bistvu lahko samo tako v najnem slogu, kot se dostikrat vprašava, ali ni to morda razlog za obstrukcijo, pa zato, da so po mojih informacijah v to obstrukcijo v SDS-u še koga nagovarjali praktično cel teden. Razumem pa, da nisem krivičen, tudi ta bolj racionalni del zgodbe bom povedal. Janez Janša seveda ravno kar testira teren z zbiranjem podpisov za nek referendum, in seveda gleda, kateri občinski odbor, kateri poslanec pri tem sodeluje, kateri ne sodeluje in se odloča, kaj bo točno storil v času do volitev. Po drugi strani je tudi res, da Anže Logar hodi okrog in na terenu, se pravi po občinah, postavlja svojo stranko. Ampak se pravi, to, da jih ni bilo, ima točno konkretne interesne posledice. Jaz ne bi upal staviti, da je tukaj to dejansko povezava. Tudi jaz ne, se mi pa zdi prav, ker tega nikjer drugje ne bojo gledalci slišali, pri nama pač slišijo še to. Bi pa dodal, da pazi točno ta amandma, so pa potem prodajali kot povečanje dostopnosti primarnega zdravstva in dostopa do državljanov. Skratka, nijem druge besede kot perverzno. Ja, res. In perverzno se pa zelo lepo naveže tudi na to, kar Svoboda počne z svojim poslancem Miroslavom Gregoričem. 3 leta nekako ni nihče
opazil, da je bil ni opazil. Jaz mislim, da ja, pa tudi nihče v stranki pa v koaliciji. Tukaj se mi zdi, da je to preveč naključno. On očitno ni opazil, da je pač prokurist ironično, zobozdravstveni ordinaciji, privatni svoje lastne hčerke. Sem prepričan, da Svoboda je to opazila, zato ker sicer ne bi tega prenesel ven, oziroma ne bi ta zadeva izbruhnila točno isti dan, ko je on se kot edini koalicijski poslanec uprl, bom rekel, tej sporni noveli, oziroma vsaj tistemu amandmaju, ki je najbolj sporen, ki omejuje pač dobičke koncesionarjev. Isti dan je ta zadeva izbruhnila. Jaz mislim, da se to ne bi zgodilo, če bi Svoboda ne tega že prej. Glej, spomnim se, kaj si prej rekel za Vežnaverja, da v normalnih okoliščinah, v katerikoli drugi državi, bi ti rekel, glej, nek sumljiv tip, ki se vleče ven na pristranskost policije. In isto bom jaz zdaj ponovil. V katerikoli državi, v katerikoli drugi stranki, bi se jaz v normalnih okoliščinah tudi sam postavil na stališče, da mora poslanec, ki 3 leta ni opazil, kot sva cinična, da je v konfliktu interesov, odstopiti z funkcije. Glede na to, kdo ga poziva z funkcije, UKZ, so pa standardi malo drugačni. Pa poglejva, Zdaj govorim za pač svoj primer, če bi obstajal, bi odstopila. Bom tudi predlagala, da na tak način prevzame odgovornost za svoje ravnanje. Razmišljate o tem, da bi odstopili? Ne, ni govor. V drugem razpravu. Ja, glede na to, kdo ga poziva k odstopu, pa moram reči, da stojim za njim in se strinjam s to njegovo držo. Glej, UKZ, pa jaz ne bom šel v detajle in ne bom tukaj izpostavljal njenega zasebnega življenja, ampak dejstvo je, ne samo z določenimi zadevami, o katerih se piše zadnje tedne, z marsičem drugim je spustila zgodovinsko nizko standarde v parlamentu, kot tista, ki je prva med enakimi. Robert Golob, ki zdaj tudi riše KPK kot ta kriterij, ki bo odločil o Miroslavu Gregoriču, je še naprej 100% lastnik. Vse ni važno, kdo je direktor. In je KPK označil za farso, ko je bil on pred KPK. 100% lastnik podjetja Star Solar, in za razliko to, kar praviš, od poslanca Gregoriča v enem izjemno politično delikatnem primeru še vedno, ki je odprt na KPK-ju, proti Bobnarjevi in Lindavu, ki se lahko pred volitvami še marsikako zaplete. In kot praviš, takrat je bila KPK farsa, zdaj je KPK ultimativni kriterij in za Roberta Goloba in za Urško Klakočar Zupančič. Ne mi tega prodajati. Ja, kot rečeno, timing mislim, da ni zaključen. In tudi sam bi se strinjal, poslanec bi verjetno v tem primeru bilo pošteno ali pa vsaj higienično, da bi odstopil, ampak higiena je tako padla v tem mandatu, da pravzaprav nič več ni higienično, da pač tukaj, mislim, tako so standardi padli, kar pa je kritično, ker ko imaš ti enkrat standarde tako nizke, je težko reči, da Gregorič ne odstopi, Golobu pa ni treba, ali pa Urški Klakočar pa ni treba v hujših, bom rekel, stvareh, ki jih oba počneta, pa še kdo drug v koaliciji, ampak enostavno so to tudi standardi, ki bodo potem za naprej, za naslednji mandat, za naslednjo vlado. Zdaj si mi dal zelo dobro iztočnico. Smo namreč tako, kar praviš, v zadnjem letu vladnega mandata. Tukaj se po mojem mnenju z Gregoričem začenja ena širša akcija, po eni strani discipliniranja, po drugi strani čiščenja najbolj nepredvidljivih ali pa z drugimi besedami nedovolj zanesljivih kadrov Svobode. In tukaj je roko na srce Miroslav Gregorič tudi na drugih temah v tem mandatu občasno izstopal. Zdaj mogoče sam še ta off the record informacija, ni še povsem nujno, da je stvar zaključena, tako kot je Gregorič tukaj rekel na posnetku. Poziv UKZ nekateri v bistvu interpretirajo kot jasno namero, kaj namerava ona in koalicija, ker SD pa Levica sta tukaj zelo lepo stopili na vagon, da je treba prevzeti odgovornost. Kaj nameravajo speljati? Slišal sem, da bi lahko bila tudi akcija preko mandatne volilne komisije, tam je 17 poslancev, od tega 10 vladnih, se pravi, imajo večino, kjer bi lahko, sprejeli ugotovitveni sklep, nekaj podobnega je bilo, pa potem bilo ustavno izjemno sporno. A veš, ko so v času Cerarjeve vlade to sprejeli za Janšo, ker je bil v zaporu, Tule pa, da bi sprejeli sklep, da je bil pač poslanec 3 leta v nasprotju interesov in da mu je zato avtomatično prenehal mandat. To seveda lahko v prvi fazi naredijo, oni so valjar, vidimo, kako se obnašajo, ni pa to, ne preživi nobene druge presoje na višji instanci. In še to, tukaj navržem eno kost, vem tudi ime, pa ga namenoma v tej epizodi še ne bom. Zaradi istih stvari, discipliniranje, neposlušnost, nepredvidljivost, imajo na izhodnih vratih še enega poslanca Gibanja Svoboda, ki se menda že malo spogleduje tudi s kom drugim.
zanimivo, ne? To discipliniranje kaže na volitve, ne? Kjer se pa pravzaprav očitno kaže, da se bo en del te bitke bil na upokojencih, ne? Pri čemer je vlada se Miroslav Gregorič je tudi že malo v tej kategoriji. Ampak, kjer je vlada ironično bila ta teden tako nesposobna, da je mogla celo prestaviti podpis te reformice, velike, the greatest reform, bi lahko rekli v Trumpovem slogu, velike reforme, ki je pač nič kaj drugega kot neka reformica, ali neka manjša spremembica. Sklicani so bili že novinarji, najavljen je bil termin, pripravljeni tam nalivniki ali kako že te kemiki. Mislim, da je bilo s plačno reformo totalno isto, takrat. Potem so za 2 dni mogli prestaviti, ker se niso uspeli pravočasno spogajati. Tako, in bolj pazi, od vseh živih sprememb, ta reforma ima te neke člene, ki potem zvišujejo upokojitveno starost in to, ampak tisto, kar so najbolj v nastopu po podpisu izpostavili, pa 150 € letno tako imenovanega zimskega letnega dodatka. Pri čemer pazi, Robert Golob pove, da ker so ga letos naredili, je to zdaj sistemsko in to ni bombonček oziroma podkupnina, če bi pa to naredili lani, pa bi bilo. Res je pa to, to pa je treba biti pošten. Karel se je vsako leto pogajal za teh 150 €, Robi je pa rekel, evo mate. Ja, ampak kaj ti nuca, če bo tak sistem propadel, mislim. Poglejmo, kaj so povedali. Sedaj je bilo to prepuščeno dobesedno vsakoletnim pogajanjem o proračunu. Ali bo ali ne bo, ali bo ali ne bo, ali bo politika dala ali ne bo dala. Sedaj več ni dileme. Politika se je skupaj s socialnimi partnerji zavezala, da upokojencem to pripada. In to postaja zakonska pravica. Če so si reformo predstavljali tako, da mora proti njej protestirati 50 000 ljudi, kot je bilo to leta 1999, ali pa da mora zaradi nje pasti vlada, kot je leta 2012, ali pa da mora goreti mesto, kot je Pariz pred 2 letoma, ko so v Franciji sprejemali reformo. Ne, to ni taka reforma. Medtem ko so nekateri močni na besedah in obljubah, smo eni drugi tisti, ki te obljube, ali ki smo jih dali Evropski komisiji, izvajamo. Skratka, Potemkinova vas bi lahko rekla, oziroma ironično, če se navežem najprej na zaključek Boštjančiča, se spomnimo, kako je Nataša Sukič Janši očitala, kako dela po diktatu Evropske komisije, ampak pustimo to, zdaj, kako so to grandiozno najavili, kot da so spremenili svet, mislim, da malo da ne, res, pri čemer spet reforma je minorna, minimalna, ne spreminja bistveno veliko, neke stvari spreminja, pri čemer spet najavljajo te dodatke, pa recimo višji odmerni odstotek, pozabijo pa povedati, da so podaljšali obdobje, na katerega ta odstotek velja. Tako da, zdaj, seveda, če ti pred javnostjo greš in rečeš, imamo višji odmerni odstotek, se sliši več, čeprav bodo dejansko ljudje, ki se bodo upokojevali, posledično dobili manj. Ampak ne, ista zgodba kot prejšnji. Vse stvari, ki so fajn in ki so takoj, tiste stvari, ki niso fajn in ne padajo v ta mandat, so pa seveda zamolčali. In to je ta PR klinika Roberta Goloba. Lahko, evo, čist ideja, če ne bo šlo z energetiko, po politični karieri odpre PR agencijo, bo šlo kar dobro. Pa verjeten bo par teh kadrov, ki jih je zdaj zdresiral v mandatu, lahko lepo asistirali. Ampak resno. Gremo malo po linijah. Kaj so rekli, da s to reformo mi zdaj dosežemo? Dostojne pokojnine za tiste, ki so že upokojeni. Glej, predvolilni bombonček imaš tukaj, teh 150 € božičnice, ali mu rečeš regres, letno, zimski dodatek, kakorkoli. Zraven imaš pa nov način usklajevanja s povprečno plačo in z inflacijo. In ker vsaka vlada, in tudi ta seveda, zelo pridno vedno frizira inflacijo navzven, se v 80% te pokojnine po novem usklajujejo s povprečno plačo. Oziroma samo v 20%, oprosti, v 80% pa z inflacijo, ravno obratno. Kar bo na koncu v praksi poslabšalo razmere in glej, na koncu, če malo primerjamo, kakšni so to veliki uspehi tukaj v Sloveniji, imaš Avstrijce, ki ne prejmejo 150 €, ampak dobijo 14 pokojnin letno, pa imajo lih isto demografsko sliko, kot mi, pa tudi zelo podobno strukturiran pokojninski sistem. Naprej, Pol tele dodatne pokojnine za tiste, oziroma dostojne pokojnine za tiste, ki v pokoj šele pridejo. Tako, kot si rekel, iz 63 na 70, super zgodba, povečaš odmerni odstotek, sam rečeš, opa, ne več od 24 let vaših najboljših plač, ampak od 35 let plač, kar gre navzdol. Tega ne poveš nobenemu. In glej,
Podatki so pa surovi, zelo neizprosni. Leta 2022 povprečna slovenska pokojnina predstavlja 63%, 2/3 povprečne neto plače, letos samo še 57%, se pravi že občutno manj kot 2/3, pa dajmo spet bolečo primerjavo z Avstrijo, 90% plače, ki si jo dobival prej, ko si bil delovno aktiven. Ne? Ja, s to razliko, da pač Avstrija ni imela socializma ali komunizma ali kakorkoli ga kdo želi imenovati in ni imela ponosnih naslednikov na oblasti potem še ves čas, ne, in ima posledično temu primerno večjo produktivnost, temu primerno manj birokracije in tako dalje. Glej, jaz bom na temo pokojninske reforme rekel samo še 2 stvari. Zelo na kratko. Še naprej absolutno ne verjamem v predčasne volitve. Prvi razlog mi je karakter Goloba, ker je tolikrat rekel, da tega ne bo naredil in tudi konec koncev, zakaj bi, ker ima glasovalni stroj v parlamentu. Če pa bodo, pa to velik če, pa mislim, da bojo tam nekje v sredini novembra. Zakaj je to moja teza? 1. oktobra imaš naslednjo tranšo uskladitve povišanja plač v javnem sektorju po novi plačni lestvici. To bo super zgodba spet za volitve, ne? In drugič, tam nekje med 5. in 10. novembrom imaš prvo nakazilo upokojencem teh 150 evrov in greš potem, če že letos nekje okrog 15. novembra na volitve. Druga stvar, ki jo bom še rekel, če že iščem, to je pa res prav skoraj na silo iz petnih žil, neko zrno pozitive, ki sem ga tako po strani opazil ob tem podpisovanju pokojninskega dogovora, najdem zgolj v tem, da sva se teden dni nazaj kar precej bala, kako zelo se bojo prispevki za delodajalce, za podjetja in za gospodarstvo povišali, pa je Luka Mesec, to posebej poudarjam zato, ker je iz stranke takšne zelo radikalne levice, ne, pokazal tukaj bistveno več neke politične zmernosti kot njegova politična skupina in bi rekel, da za Meseca kar postaja članstvo v levici cokla. Slišim, da išče pot ven v SD, ampak se vse to zapleta. Ne? Jaz bi tle dodal še to, no, da v bistvu taka reforma, ki je Mesec pompozno napovedal, da je bila brez odpora, ne, nam pravzaprav zelo veliko ne pomaga, ker se bo sistem tako prej ali slej najverjetneje sesul, ne, glede na to, da ga pač niso ustrezno reformirali, da bi ob trenutni demografski sliki pač lahko to dosegel. In v resnici dolgoročno, ne, pa so za pokojnine, ne, izključno in edini rešitev pač debirokratizacija v smislu, da se produktivnost gospodarstva poveča in da dvignemo demografijo ali pa na nek drug način pač dvignemo število prebivalstva, ki bo pač kasneje vplačevalo, ker smo mi pač na pragu demografske zime. Ne, s tem se pa vlada ne ukvarja, seveda, ker to pač ni stvar, ki bi prijela, ne, ali pa ki bi jo lahko pokazali iz danes na jutri. Če dejstva niso na naši strani toliko slabše za dejstva in tukaj sva zdaj na drugi kolumni Roka Čakša, ki sem jo omenjal ta teden. Ne, ampak poglejva najprej še sam naslov, ki je zelo pomenljiv in se potem tudi izjava gleda drugače. Robertu Golobu uspeva, Janez Janša se briše pod nosom, pa poglejva, Robert Golob slavi ta teden. Nobena vlada do zdaj, nobena v zgodovini Slovenije, ni zmogla napovedati 6 reform na začetku mandata in nobena vlada v 3. letu mandata ni zaključila 3 reform, kot smo jih mi. In jaz napovedujem, da bomo zaključili tudi ostale, vsaj še 1 ali 2. Mi imamo pred seboj še zelo pomembno reformo na področju šolstva. Anketa je samo ena, ki šteje, in to so volitve. Verjamem, da se bodo ljudje odločali ne na podlagi populistov, ki bodo obljubljali v svojem 4. mandatu tisto, kar nikoli v 3 mandatih niso niti poskusili, pa bojo to vseeno obljubljali, ali pa na drugi strani bojo imeli nas, kjer bojo videli, da smo v enem mandatu naredili več, kot je naredila katerakoli vlada v zadnjih 20 letih. Glej, da se navežem na Čakšovo kolumno. Kaj tam Čakš ugotavlja? Namreč, dajmo pogledati, kaj je Golob obljubljal. Golob ni pred volitvami obljubil nič drugega, kot da Janše ne bo in za tiste ukrepe, ki jih je Janša sprejel, da jih bo čim prej razmontiral. Ta del, evo, z vsako reformo, ki jo sprejme zdravstvena, plačna, pokojninska, kljukca, kot bi rekel Matej Arčon v svojem slogu. Pazi, Čakš ugotavlja, da Robert Golob v resnici, ne glede na vsebino, ki je lahko zelo škodljiva, z njimi uresničuje ta najpomembnejši del, ne? Se pravi ideološki boj proti vsemu, kar zastopa nasprotna stran. In da je politično zvito preselil, tam, ko vsi pričakujemo drugo vladno leto reform, v zadnje. Zato, da tako, kot sva prej rekla, ugodne efekte pokaže zdaj, za neugodne, bi rekli južni bratje, ima ko da misli oziroma bože. Ne? Ja, oziroma pač, da... Če smo že pri teh reformah, mislim, da je celo že 9 vmes enkrat napovedal, ne, pa zdaj govori o 6, ne, pa realiziral 0,25 dejanske reforme, ker to, kar se prodaja kot reforme, niso na zares, papirju to stoji, ne. Reforme, Trije sistemi, ki jih 20 let ni noben razmontiral zaradi mene, ne.
se ne nujno gradil, ampak razmontiral, so se zdaj razmontirali v enem tednu skoraj. Ne? To pa mu je treba čestitati. Pričemer, spet, ko smo že pri upokojencih, se na upokojencih zdaj tudi ta kulturni boj začenja. Ne? In sicer SDS je vložila podpise za referendum, ne? Ker je Asta Vrečko označila kot, mislim, da sramoto, ali kako že za SDS. Ne? Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Ne? Je pa zanimivo, kako se tudi tukaj na veliko manipulira, še en izsek bi pokazal. Za izjemni dodatki k pokojninam so za tiste, ki dobijo najvišje državne in mednarodne nagrade. In teh ne dobijo zaradi politike, ne da jih politika in nima politika veze. Poglejte, vi ste spolitizirali prvi v zgodovini Republike Slovenije, ko ste za predsednico upravnega odbora Prešernovega sklada nastavili Zdenko Badovinac, vašo kandidatko za evropsko poslanko lanskega leta. To je direkten primer, kako si stranka Levica predstavlja strokovnost, merila in tako naprej. Poglejte, ne bodimo naivni, tukaj si je Asta Vrečko postavila po svoji presoji upravni odbor, med njimi naprimer v strokovni komisiji tudi gospa Maja Smrekar, naprimer ta dobitnica na plakatu, in se pravi, ti ljudje bodo odločali posredno tudi o teh visokih dodatkih med 1200 in 2400 evrov vsak mesec. Hkrati pa, poglejte, to je bistveno, hkrati pa vlada uzakonja zdaj 150 evrov letnega dodatka in ta dodatek bo komaj pokril davek na dolgotrajno oskrbo, povišan obvezni davek za zdravstvo in povišan RTV prispevek, za katerega je tudi ministrica sama trdila, da z novim zakonom ne bo višji. Zdaj, tukaj je zelo nakratko povzeto, ne. Se strinjam, da gre po svoje za majhen zneske, ne, ko gre za teh pač nekaj 10, recimo, ali morda nekaj več teh pokojnin, ampak gre za, bom rekel, simboliko, ne, to je ena stvar, in druga stvar, tukaj se zelo jasno vidi, ne, kako pravzaprav perverzna je tle stranka Levica, ne, ki očita, ja, mi smo zdaj naredili sistem, ne, kako bomo delili te pokojnine, da ne bodo v diskrecijski pravici vlade, ne, ampak sistemsko so depolitizirali oziroma politizirali, ne, Prešernov sklad, ne, ko so prvič dejansko nastali izključno aktivistično-politične ljudi. Tukaj je formula pa ravno drugačna. Prej sva govorila, dejstva niso na strani Goloba, pa PR-ovsko izjemno žanje, tukaj so pa vsa dejstva na strani poslanca Hoivika, pa tudi stranke SDS, pa moja teza je, da politično in PR-ovsko žel sadov tega referenduma ne bojo, ker je na drugi strani prelahko spet PR-ovsko reči, to je vaš desničarski skrajni napad na umetnost in tukaj spet igra to isto igro leva sredina na nevralgično točko anti-Janša refleksa, kjer zdaj celo mislim, da uradna verzija je ne pejte pa podrite ta referendum, ampak niti ne pejte. Skratka, naj ne bo bojkotirali ta referendum. In tukaj mislim, da se bo res pokazalo ta zmožnost mobilizacije, bom rekel, Janeza Janše in desne sredine. Mislim, da če jim pa uspe nabrati, bom rekel, kvorum za proti v tem referendumu. Ne, mislim, da pa to res ena taka dobra šansa za biti referendum o vodah naprej pa pod prejšnjo vlado, ampak bomo videli. Jaz tukaj pustim kot športno stavo za namene špekuliranja in naslajanja v bodoče, pač eno napoved, dvomim v kvorum in dvomim v uspeh, ampak okej. Mislim, da slovenski volilec je v zadnjih 15 letih z nenehnim nasedanjem na nove obraze tolikrat dokazal, da ga v bistvu denarnica in standard manj zanimata kot čustva, pa ko govorimo o čustvih, govorimo o enem čustvu in to je to anti-Janša čustvo. In neki bi pa klele širšo strukturno ugotovitev potegnil. Levi politični pol, pa kakorkoli se potem te stranke, ki zmagajo, odvržejo slej ali prej, ima z izjemo redkih let v poosamosvojitveni zgodovini izjemno jasno izrisano pot, road to election oziroma pot do volilnega dne. Arhitektura je nastavljena, PR je nastavljen, akteri, ki se pridružujejo v tekmo, so nastavljeni. Zakaj? Zaradi ene bistvene razlike med levim in desnim polom politike v Sloveniji, ker ta desni pol nima stricev ali pa arhitekture iz ozadja, ima samo strica v ospredju in to je predsednik SDS-a. Ker poglej, na levi strani imaš ti tudi strica v ospredju in to je Robert Golob, ki izjemno sebično dela samo za odstotke Gibanja Svoboda v resnici in še najraje direktno proti levici in SD-ju, ampak imaš v ozadju cel 30-letni pogon, ki pa zadej skrbi za eni in edini izračun. In to je mi vsi skupaj, pa vseeno moramo imeti 46 glasov. In na desni
resnici ni nikogar, ki bi to počel za hrbtom Janeza Janše. Mislim, da vsi, ki so imeli formalne kvalifikacije, da bi to lahko bili, ne, ali je to, ne vem, za nekoga Pučnik, ali je to za nekoga drugega Bajuk, so bili čim prej pospravljeni na smetišče zgodovine, ostali pa so tisti, ki so sprejeli veliki patriarhat, naprimer, ne vem, Peterle. Ne? Ja, ne, in ko smo naprej, ne, pri Robertu Golobu nazaj, ne, ena od reform, ki je še napovedal do konca mandata, je šolska reforma. Jaz rajš niti ne razmišljam, kako ta šolska reforma zgledala, ker začeli so že pri vrtcih. Ja. In sicer pripravljajo zakon o zasebnih vrtcih, ne, kjer se bodo spravili na, pazi, 5% zasebnih vrtcev, ki jih imamo v Sloveniji. To je bistveno manj kot recimo v sosednjih državah Avstrija, Nemčija, Italija, kjer je teh zasebnih vrtcev tam okrog 30%. Ne? In že zdaj imamo mi v ustavi zagotovljeno pravico izbire, ki je tudi Ustavno sodišče že večkrat potrdilo, ne? In da država mora to pravico izbire tudi zagotavljati. Ne? Zdaj, kako je danes urejen sistem? Ne? Če vrtec izpolnjuje pogoje, dobi v primeru, da se pač otrok tja vpiše, 85% sredstev za program, ne, za tega otroka, ostalo doplačajo starši, za razliko recimo, kot če bi pač bil v javnem vrtcu. Pričemer teh 85% ni 85%. Ne, zakaj? Prvič, ker tukaj niso vključeni stroški obratovanja, ne, se pravi stavbe in ostalih teh režijskih stroškov, ne, medtem ko javni vrtec recimo zgradi občina, ne, potem ne morejo dobiti dodatnih sredstev za otroke s posebnimi potrebami, se to dela na arbitrarnih izračunih polnega vrtca, ne pa dejanskih številk, kar pomeni, da v javnem vrtcu potem občina pokrije še te prazna mesta in da nekaterih občinah, recimo MOL, ki je očitno sodelovala pri pisanju tega zakona, ne, še dodatno subvencionirajo starše, tako da je ta razlika še bistveno večja. In kljub temu se 5% ljudi odloča, ne, da bi radi dali otroke v zasebni vrtec, ampak ker to ni 100% kontrola, ne, ker ni vse 100% državno, ne, je to spet državni sovražnik številka 1 in se je zdaj treba spraviti na njih na način, da bojo pač lahko delovali zasebni vrtci zgolj po kapricah županov. Ne. Že danes je tako, da mora občina dati koncesijo, če nima dovolj mest v vrtcih, ali začeti načrtovati graditi nov vrtec. Ne, v Ljubljani mislim, da 17 milijonov letos gre v nove vrtce, ne, in nobene koncesije Zoran Janković recimo ne želi podeliti in pač tukaj zdaj, kdor želi malo drugačen vrtec, bo pač izvisel oziroma bo to konkretno plačati iz lastnega žepa, ne, kar pomeni, da v bistvu revnim, ne, zapreš dostop do teh vrtcev in jih narediš zgolj še za bogato elito. Zelo kratek 2 točki. Eno, to, kar opisuješ, je čista kontinuiteta naše levo-sredinske politike vseh 30 let po osamosvojitvi. Skratka, vse, kar diši po zasebnem, šole, vrtci, lekarne, ambulante, bolnišnice, to je vse, to vse je za njih pravzaprav desnica, to so kar vse desničari, pa če so ali niso, ne, oziroma najmanj, kar je to razredni sovražnik. In drugo, kar sva omenila tudi v zvezi z zdravstveno reformo, provizijska logika. To si zelo lepo opisal eno epizodo nazaj. Ti moraš imeti ogromen, močen, debel javni sistem, zato da imaš od spodaj parazite, ki ga tudi obilno črpajo. In to je to. Ko smo že pri vrtcih in Ljubljani, ne, je teh, recimo, je bila logika Jankovića narediti en velik vrtec, kjer bi njegova priljubljena ravnateljica potem to prevzela, ne, njen brat pa prodajo recimo jezikovne šole. In potem se obnavljajo stavbe, menjajo strehe, menjajo zelenice in to je denar. Pač na koncu gre za denar. In ko ni dovolj delitev na javno in zasebno, ne, smo spet pripeljali v Slovenijo nazaj partizane in domobrance, ne, mimo vseh strokovnih kriterijev, mimo vseh želja svojcev in strokovne podlage komisije za prikrita grobišča, je zdaj vlada oziroma minister za obrambo Sajovic odločil, da se bodo posmrtni ostanki izkopani, mislim, da pred 3 leti iz jame pod Macesnovo Gorico, ki so zdaj resnično v žalostnih, neprimernih, žaljivih prostorih, ne, govoriva o kleti komunale Kočevje, ne, da se začasno preselijo v Škofjo Loko v Kostnico, kar bo sicer za odtenek bolj dostojno kot zdaj, ne, ampak je zelo jasno, da v resnici mesto tem posmrtnim ostankom je
v Ljubljani, ne, na ljubljanskih Žalah, ker si želijo to svojci, kjer to predlaga komisija za prikrita grobišča, ne, kjer pa Zoran Janković tega prostora ne najde, čeprav imamo v Ljubljani nemško pokopališče na Žalah, italijanske vojake imamo pokopane na Žalah, ruske, da ne govorim, ne, ampak za slovenskih 3000 in nekaj žrtev, ne, pa tega ni in je to zdaj spet ta partizani domobranci. Dilema pri čemer, ne, je še to, da kao, ne, ta pokop v Škofji Loki ne bi bil začasen, ne, vemo pa iz izkušenj, da ni prav veliko bolj trajnih stvari, kot so začasni ukrepi. Spet imam dve poantici, ker smo pri reformicah pa spremembicah, ne, to je ta, kar sem govoril prej, road to election. Ne, navide se na taka low profile tema, malo manj razupita in kričeča v medijih, morda še bo, kjer ti v bistvu pripravljaš ta ideološki humus za stvari, v katerih se boš v kampanji spopadal in se odmikaš, preusmerjaš od realnih problemov. Ne? In navzven super za obrambnega ministra Sajovica, ki je to sproduciral, ker vsaj tega, ne, tudi pri reformah ugotavljava, vsaj tega prehodnega, dobronamernega namena, da iz slabšega gre malo na boljše, ne, mu pa ni za očitati. In druga stvar, ki omenjaš izvirni greh, so seveda ljubljanske Žale in lahko rečemo direktno ideološko sovraštvo župana Zorana Jankovića. Bom omenil eno zelo ilustrativno stvar. Če ti leta 2009 zelo pompozno glavno prometnico ob teh istih Žalah poimenuješ Titova cesta in potem 2011 ugotovi Ustavno sodišče, da to pač ni okej, pa te to ne zanima, ne, potem ni šans, da bo ista oseba v času svojega mandata, dokler bo tu pač pokopavala, v narekovajih, domobranske ostanke pač na tem istem pokopališču. Mislim, da se to tudi da, če bi bila politična volja, bi se to verjetno tudi dal preseči. Ja, ampak glejte, poglej, Peter, ta vladajoča politika, ta aktualna vlada je v bistvu izpostava, se oni so podrejeni Zoranu Jankoviću. Tako. Ne, pa če grejo še malo na tuje, ne, zdaj najprej, bom rekel, ironično, v duhu kulture, ne, smo videli v Stari Gorici še izobešanje zastav z zvezdo, ne, kot kulturni inštalacijo, ne vem, kaj že, ne, tako da tukaj smo tudi, bom rekel, globoko. Tako selimo svoj komunizem, še malo tjakega nimajo v bistvu. Ja, pri čemer se zgražamo na tem, da Mussolini ostaja častni občan Gorice, ampak mislim, da oboje problem. Ne? Oboje. Ampak če gremo pa čez lužo, ne, smo spremljali lahko pompozno, skoraj mislim, jaz nema se Trump uči od Goloba, se Golob uči od Trumpa, ampak pač oba se mi zdi včasih tako prazno pompozna, da res ni, ne, se pravi smo, kako je zgodovinski dogodek uvedba carin, ne, pri čemer zdaj za Evropo so uvedene 20% carine, ne? Pri čemer Trump razlaga, češ, da Evropa ima pa 39% carine nazaj. Ne? Mislim, šel gledati, kako je to ni mogoče. Čisto, ne? Ne? Oni kar razlagajo, da pač ta manko v trgovini, ne, je pač v teh procentih za oni te po domač carine povedan, merijo, razlika ne? v tem, koliko mi uvozimo od njih, pa koliko oni od nas. Ne? Pri čemer je ta razlika še bistveno manjša, kot oni razlagajo, ker sta pač dve kategoriji. Ne? Ena kategorija so dobrine, druga kategorija so storitve, ne? In na dobrinah res Evropa izvozi za 39% več dobrin v Ameriko kot Amerika v Evropo. Na drugi strani je pa se potem stvari skoraj poravnajo, ko dodamo še storitve, kjer pa Amerika izvozi bistveno več v Evropo kot Evropa v Ameriko in potem bi bila ta razlika, mislim, samo še nekje dobre 3%, nikakor ne več 39%. Ne? In če sem še nekoliko bolj natančen, ne, povprečne carine med Evropo in Ameriko so približno 1%, ne, oziroma tam pridejo nekje do 10% pri specifičnih zadevah, recimo konkretno pri avtomobilih, pa spet, ne, Trump poudarja, češ, kako ima Amerika samo 2,5% carine na avtomobile, Evropa pa 10%, hkrati ima pa Amerika 25% tarife na pick-up trake, ne, se pravi, to je točno to, kar smo opisvala prej. Vsa dejstva nič ne drži, ne? Ampak navzven se sliši grandiozno, to je boj, Liberation Day, dan osvoboditve, ne? In pomaga, se pravi Make America Great Again, še mara Make America Rich Again, ne? Ja. Kar seveda v praksi niti približno ni tako. Tisoče milijard je že izpuhtel na delniškem trgu v dnevu dveh, odkar se Trump tole gre, to je ena stvar. Druga stvar je pa, glej, eno tezo imam. Res je, da je Trump te carine napovedal, še preden se je usedel v pisarno, pol pa sploh, ko je v njej že sedel, ampak timing, zakaj je zdaj to usekalo tako nekje vmes, sem pa prepričan, da to tudi malo odvrača pozornost od tega, da tam
na ukrajinsko-ruski meji, pa ne gre vse čistko, kot je napovedal v 1 minuti, v 24 urah in tako naprej. Ne? Tako da se zdaj cel svet ukvarja z nečem drugim, prinaša pa to namesto blaginje, predvsem kratkoročne, morda tudi dolgoročne šoke za gospodarstvo, svetovno in ameriško, negotovost tudi konec koncev v ta del slovenske industrije, ki je vezan na jeklo in na Ameriko. Mogoče bi pa sam še na eno biznis stvar, ki smo ravno pri poslu, ki je povezana z Trumpom neposredno. Širijo se govorice istočasno, da Musk vsaj formalno odhaja iz te administracije, Elon Musk, ne, najbogatejši zemljan, pomenljivo. 130 dni ameriška zakonodaja je taka, da imaš po začetku mandata administracije 130 dni, ko so lahko ljudje, ki so zraven še v biznisu brez konflikta interesov tudi del administracije in se to konec maja izteka. Druga stvar v ozadju je pa, da Tesli, odkar je Musk zelo tesno vezan na Trumpa, ne gre dobro. Padajo delnice, pada pa tudi prodaja, ki je po letu 2022 najslabša do zdaj. Ja, zdaj jaz bi tle dodal še nekaj, ne? In sicer Trump govori o tem, kako vsi izkoriščajo Ameriko, ne? Zdaj pozablja, da cel svet plačuje nafto v dolarjih in da je dolar rezervna valuta, s čimer Amerika pravzaprav izkorišča. Kar ni samoumeven dogovor. Lahko cel svet in tudi omogoča Ameriki bistveno več recimo možnosti pri monetarni politiki, ne? In tiskanju denarja, če treba. Druga stvar pa, zanimiva teorija sem se sledil, no, da je v bistvu Trumpova, zdaj, tukaj ne bo, da Trump dejansko ne verjame v to, da bo zdaj to ne, ta prosperiteta, ampak da gre pravzaprav to v luči tega konkurence s Kitajsko pravzaprav v ameriško samosvajanje oziroma samostojnost v smislu, da pripelje nazaj tudi industrijo pač v Ameriko, čisto iz vojaško-strateških razlogov, ne, da pač kljub temu, da bo recimo to šok za ameriško in potrošnike in industrijo, ne, da je potem nekoliko bolj tle samostojen pri morebitnem konfliktu s Kitajsko in da pač je Evropa po njegovem na Kitajsko enostavno preveč odvisna. Preden greva na naslednjo temo. Poglejva ga v njegovem momentu in tukaj je res podoben Golobu. Ko ne glede na vse te možne posledice in zadeve, ki sva jih naštela, on slavi. On proslavlja Liberation Day. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. Pa dodajmo še to, da je dejansko tudi uradno, zdaj se fokus preusmerja na Kitajsko. Ne. Če je bila prej recimo politika do Tajvana strateška dvoumnost, ko ni bilo jasno, oziroma ko Amerika ni se želela izraziti, ali bo podprla Tajvan ali ne v primeru kitajskega napada, je Biden to že nekako nakazal. Zdaj iz Trumpovih dokumentov pa celo izhaja, da je Tajvan bolj ali manj edini, kjer se Amerika dejansko namerava boriti v primeru, da bi prišlo, medtem ko soočenja z ostalimi strateškimi sovražniki, kot so Rusija, Severna Koreja in Iran in podobni, pravzaprav želijo nekako prevaliti na zaveznike, recimo Rusija, Evropo, ne, Bližnji vzhod, Iran in Japonska in Južna Koreja, recimo, da ne se ukvarjajo s Severno Korejo. Ne. No, druga tema, s katero smo se pa v Evropi ob Trumpovih carinah ukvarjali ta teden, je pa burno dogajanje v francoski politiki, kjer je tam parket močno zatresla sodba proti Marine Le Pen, ne, in predlagam, da pogledamo, kaj je povedala. Bila je pa obsojena na pravnomočno zaporno kazen, ne, ki jo bo sicer lahko prestala z neko zapestnico v Evropskem parlamentu. Recimo temu hišni arest. Ja. In tisti bolj pomembni del, v bistvu za predsednico, ne bo mogla francosko kandidirati, ker velja 5-letna prepoved na kandidaturo. Se sicer še na to lahko pritoži, ampak bomo videli, kako in kaj. Parce que soyons bien clairs, je suis éliminé, mais en réalité ce sont des millions de Français dont la voix est éliminée ce soir au moment où nous nous parlons. Mais je vais faire rappel parce que je suis innocente, monsieur Boulot. Et vous êtes tous innocents, le parti, mais évidemment que nous sommes tous innocents. Ce sont les électeurs qui, dans une démocratie, décident. Et moi, je viens leur dire ce soir, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas démoralisé, je suis comme vous, scandalisé. Glej, bom najprej samo o tem nastopu, o tem in o takšnih nastopih, pa ne grem še nič v vsebino te sodbe in v razloge za njo. Nevarna logika se mi zdi, da je nekdo, ki ima za sabo visok odstotek volivcev, sebe vzpostavlja kot nedotakljivega. Zdaj bom zelo slikovit, namenoma malo skrajen. Če Evropa banko ali ubije človeka pri belem dnevu, reče, jaz sem izvoljen predstavnik takega in takega deleža ljudstva, zato odločajo volivci, ne pa sodišča. Rekla je celo izrecno, če jo nisem narobe razumel, v demokraciji odloča ljudstvo. Ja, draga Marine Le Pen, v demokraciji še vedno o kazenskih zadevah odločajo predvsem sodišča oziroma pravosodje. Drugo,
razburja se nad prepovedjo kandidature, razumem, seveda, nekdo, ki živi od tega, da kandidira, da ima zaupanje ljudi, velik problem. Ne? Ampak kje pa je kriterij, jaz se spomnim, mogoče zelo naivno, let 2006-2007, ko sem vstopil v novinarstvo, ko je bil kriterij, morda ne samo pravnomočna sodba, da se je politik kar samo iniciativno odstranil pa kriv ali nedolžen, ne, iz politike. Glej, bom omenil eno figuro, ki jo absolutno marsikdo ne mara, pa z mano na čelu lahko komot povem. Ne. Gregor Golobič je zamolčal nekoč lastništvo v zadevi Ultra, odletel. Gregorju Virantu so očitali, da je prek znanca prišel do pocen letalskih kart, tist popust, ki naj bi si ga zagotovil, je bil okoli 200 evrov. Konc karijere. Aleksandra Pivec pojedla, res moram reči, neki šnit pršuta in popila 2 deci malvazije v izraelskem hotelu, konc. In zdaj, če nekdo dobi na volitvah 20 ali pa 30% glasov, je pa nedotakljiv. Zakaj to govorim? Ker se je zelo podobno, kot smo slišali, odzval tudi Janez Janša in se mi zdi, da se ta logika ne sme razširiti. Ja, jaz bi sicer tukaj malo še razširil to perspektivo. Se mi zdi, da nevarno je, ko se sodišča odločajo o tem, kdo lahko in kdo ne sme kandidirati na volitvah. Se pravi, sodišče bi načeloma mogla odločiti pač o kazenski odgovornosti. No, ampak se Peter, bi si politiki sami to pravico kdaj vzeli, vedno manj. To pa je tudi drug problem, to pa je političen problem, ki ga imamo. Zdaj vprašanje je pa, a lahko to, a je smiselno, ali pa če je prav, da to rešujemo prek sodišč. Zdaj druga stvar, ki je, zdaj tukaj bi mogoče se drugo navezavo. Mislim, da smo imeli v začetku, ali v lanskem letu, to Qatargate, kjer je Katar podkupil dejansko nekatere poslanke z vrst socialistov, da so glasovali in so potem potegnili denar direktno zase. Mislim, da smo imeli neke kovčke denarja v stanovanjih in tako naprej. Vem, kaj hočeš reči. Drugačno. Skratka, zadeva je nekoliko drugačna, ker Le Penova ni zdaj kovčko denarja vlekla domov, ampak je pač zgolj kader, ki bi ga sicer mogel delati za Evropski parlament, ponudila, da je delal doma za stranko, kar ji zdaj očitajo. Pričemer so pravila Evropskega parlamenta izrazito nejasna, izrazito meglena, če tako rečem, in dopuščajo marsikaj, zato tudi ne bi bil presenečen, če bi te iste stvari, ki so jih odkrili pri Marine Le Pen, odkrili še pri, bom rekel, kopici drugih strank, ki so v Evropskem parlamentu. Je pa res tudi, da se mi zdi, da se tukaj pač na desni ta standardi nekoliko drugačni kot na levi, oziroma da tukaj, ko preganjamo, spet je ta dilema, se mi zdi, v smislu, za nemško demokracijo bi bilo verjetno boljše, če bi Hitlerju onemogočali nastop na volitvah, oziroma pač ga spoznali že prej kakorkoli za krivega. Ne samo za nemško. No, ne samo za nemško, ampak ne. Zdaj, vprašanje je pa, kdaj potem mi preidemo iz tega, bom rekel, preprečevanja nastopanja Hitlerju, v, bom rekel, neko preprečevanje nastopanja nasplošno nekim kandidatom, ki nam niso všeč, pri čemer se pogosto vleče usporednice z Romunijo, kjer pa mislim, da je situacija drugačna kot v Franciji, ker je pa ta dejansko neposredno recimo povezan bolj s Kremljem. Saj se v enem pomembnem delu absolutno strinjam s tabo, kjer delam zvezdico zraven, je samo to, da vsem vendarle ne smemo pustiti, da odloča ljudstvo. Veš zakaj? Pa bom tukaj spomnil na eno temo, ki sva jo obdelala že prej. Živimo v izjemno čudnih časih. Tudi video, ki ga nek najstnik posname in na katerem skupina najstnikov brutalno pretepa enega, videli smo pa v Sloveniji tudi že posnetek umora. Tudi te videi med ljudstvom dobijo 200, 300, 500 lajkov in šerov, pa to ne pomeni, da je to okej. Ja, tako kot ni. In dobi tudi marsikdo glasove, ki v resnici ni okej. Ja, in sploh v tem času bo nekaj manipulacije in medijskih manipulacij je to še toliko bolj problematično, ko pravzaprav, kot vidimo, pravzaprav prosperirajo tisti, ki so najbolj glasni in najbolj demagoški. In to pa velja tako za Slovenijo kot za Francijo. Še eno temo, ki se točno na to navezuje. Lahko bi rekel, da gremo ostro na satiro, oziroma oštro nad satiro. Pa če povzamem, portal Oštro, ki samega sebe imenuje kot portal za preiskovalno novinarstvo, kar, bom rekel, je malo to, če se moraš ti poimenovati tako, je vprašanje, če, mislim, to je kot dama, če mora sama povedati, da je dama, mogoče ni dama. Skratka, ki skrbijo za to, da kdo na internetu ne bi zavajal z različnimi objavami, torej fact-checkeri, so se lotili analizirati objavo satiričnega profila Zadnja plat. To je objava, ki so jo lansko leto, mislim, da približno pred dobrim letom objavili. Gre za čas, ko je bil v obravnavi tisti zakon o pravicah narodov iz nekdanje Jugoslavije. Dokaj sporen zakon, oni so pač naredili satirično objavo, da bi
bi lahko po tej logiki tudi slovenščina postala neobvezni izbirni predmet. Jaz sem iz Kranja, v Kranju smo pred časom poslušali, da se v bistvu ura učna ne more več normalno speljati, naprimer zaradi albanščine. Tako da letelje na to v bistvu. Pri čemer me boli, da moram biti tunka, bom tle razlagal štose, no. ampak ne, pazi to. Ne. Portal Oštro je zgrožen ugotovil, da je letos v 2 minutah 15 profilov delilo to objavo, skupno pa že 140, ne, in so šli potem narediti fact-checking, ne, kjer so ugotovili, so preverili so portal e-demokracija, da ni nobenega tazga predloga, vprašali so na Ministrstvu za izobraževanje in stranko Levica, da morda oni ne pripravljajo kakšnega takšnega predloga in ugotovili, da ga res ne, in potem ponosno to označili za lažno informacijo oziroma za satiro. A veš kaj, to me spominja na metodologijo partije v bivšem sistemu, ki smo ga doživeli. Zakaj? Rekla sva že prej, ne? Ta tehnika PR-a, recimo aktualne vlade. Dejstva niso na tvoji strani, ampak ni panike, če so dejstva kontra, ker jih lahko z demagogijo učinkovito ukriviš, kakorkoli ti ustreza. Ne? Na ta način z nekimi čustvi, z nekim anti-Janša sindromom preglasiš vse kritike opozicije in vedno zvedeš, to ste vi. Vi ste drugačni, vi bi zapirali otroke, vi bi ne vem kaj. Ne? In potem edina stvar, ki ti je pa res postane nevarna, ko si že sam v svojem vladajočem mehurčku, je tako kot nekdaj za partijo humor. Zato so bili v Titovih časih prepovedani vici, pa so vlekli ljudi za šanka, ki so povedali vic o partiji pa Titu, in to je nadaljevanje te iste logike. In druga stvar, tukaj bom pa tudi jaz malo bolj duhovit, me veseli, da portalu Oštro, glede na to, da zdaj iz informativnega žanra, ki ga že dolgo analizirajo in razjedajo, prehajajo še na polje satire, še lep čas ne bo zmanjkal dela v tej smeri, ker je kritična masa ljudi, ki se iz te aktualne vlade, pa tudi, bodimo iskreni, iz celotne slovenske politike zelo dela norca, iz dneva v dan večja, tako da evo, imajo neskončno polje analize v bistvu. Imajo pa tudi javna sredstva, ne samo v marcu so prejeli 105 000 evrov od Ministrstva za javno upravo. In veš, kaj ti bom rekel, glede na to, kaj vse počnejo, kakšno kolobocijo zganjajo, da kao pro forma preverijo satirično trditev in pišejo pol ministrstvu, inšpektoratu, ne vem kaj, gre za v bistvu krvavo prisluženih 105 000 evrov. To je pa treba reči. Ja, in glede na to, da ugotavljajo, da so nekateri, ki so to objavo videli, niso dojeli, da je satirična, ne, lahko rečem samo to, da dajte ljudje pofollowati, poslediti ta profil Zadnja plat, ker ima res zabavne satirične objave, ne, in da bo mogoče za naslednjič, ko bo profil, ko bo Oštro to analiziral, da ne bo zgolj 140 ljudi delili to objavo, ampak morda več 100 ali več 1000. In ker imava izjemno, sva danes pri pomanjševalnicah, izjemno dolgo epizodico, danes jo bova hitreje kot ponavadi odpovedala. Skratka, hvala vsem za podporo in na Safariju in na zanima.me. Za konc vas pa posebej opozarjava. Posnetek, s katerim končava epizodo, je satira. Je satira iz tega istega profila. No. Tako. Pa lep pozdrav. Lep pozdrav. To je govoreči Robi, je tvoj novi prijatelj, ki zna govoriti. In to je to. Skupaj s svojimi prijatelji bo vašemu otroku polepšal dan s čudovitimi obljubami o novih hišah. 100 hiš na mesec. Poskrbel bo tudi za mir na svetu. Stop this war now. In pozdravil vsako bolezen. 2 naravni zdravili imamo proti COVID-19. In to je D-vitamin in sonce in morska slana voda. Govorečega Robija dobiš v kompletu z navdihujočimi dodatki, mavrično zastavico, priročnim košem za zbiranje obljub ter višjimi davki. Govoreči Robi, igrača s sporočilom. Delaj, jaz pa bom živel na tvoj račun.